Nogometaši Kopra so doma na svoji Bonifiki, kjer igrajo v sijajni formi, tokrat pričakali velenjski Rudar. To je bil dvoboj za drugo mesto na lestvici. Kajti oboje v tem prvenstvu igrajo v izjemno dobri formi. Prva akcija tekme za Koprčane poskušal je Ivetiča, ni bil dovolj natančen. Nato prosti strelj za Velenjčane, poskušal je Firer, žogo pa je Nenezič komajda izbil v kot. Galešič je imel na voljo prosti strelj, to je bil dober poskus, na koncu pa je bil odlično na pravem mestu tudi Rozman, ki je žogo uspel izbiti. Do konca prvega polčasa kar nekaj obetavnih akcij, Pučko je bil v dobrem položaju, Rozman pa je šel pravočasno iz svojih vrat. Potem še nevarni Velenjčani, še en prosti strelj, še ena prekinitev, Firer je meril. Z novo obrambo pa se je izkazal koprski vratar. Do konca prvega polčasa še prerivanje v kazenskem prostoru Velenjčanov, Kašnik naj bi podal od Pilčiča in to je bila tudi 11-metrovka za domače nogometaše ter rumeni karton za Davida Kašnika. Goran Galešič je stopil k beli točki, eden izmed najboljših Koprčanov v tem prvenstvu in bil natančen, tako je popeljal Kanarčko prednost tik pred koncem prvega polčasa Koper Rudar 1:0. V drugem polčasu pa nekoliko bolj nevarni gostujoči nogometaši, ki so prednost Koprčanov skušali izničiti. Najprej je podal pred vrata Firer, na pravem mestu je bil Nenezič, potem pa priložnost za Koprčane. Črnigo je meril, Rozmanu pa je žoga ušla iz rok, na koncu ni bilo pravega zaključka. Odaleč je meril še Mitja Lotrič, na pravem mestu Rozman, potem pa še ena samostojna akcija Lotriča, ki je preigraval po desni in na koncu dobro streljal, Rozman pa je žogo uspel izbiti v kot. Po prostem strelu Velenja, odlična obramba Neneziča in velika priložnost za Rudara, gol ne bi veljal, kajti to je bil prepovedan položaj gostujočega napadalca. Do konca obračuna v Kopru še dve veliki priložnosti za Rudar, za morebitno izenačenje. Najprej odlična obramba Neneziča, potem ko je streljal Bratanović in potem še zaključek tekme. Eterović je bil sam pred golom, žoga pa je končala mimo vrat in tekma se je končala z novo minimalno zmago Kopra, ki je zdaj na drugem mestu, 2 točki za Mariborom.